Prav lepo pozdravljeni še v drugem delu oddaje Sledi korakov. Z nami je tudi v tem drugem delu Cveta Stepanjan, jaz lahko kar rečem huda žrtev komunističnega nasilja. Torej, v uvodu prvega dela oddaje sva dejala, kako zgrešena je bila odločitev aktualne vlade, da ukine dan spomina na vse žrtve komunističnega nasilja. Zagotovo je vaša družina veliko pretrpela, pa upam si reči, da še vedno, ker spomini so živi in bodo vedno, žal pa vaš Agop ni več živ, ampak tam, kjer bova zdaj nadaljevala zgodbo, iz prvega dela je pa še bil živ. Torej, po obsodbi 9 let strogega vojaškega zapora za nič dokazanega, namontiranih vojaških komunističnih procesih, ste kar naenkrat ostali, zdaj pa res celotna družina, vi, dvojčka, hčerka, sin in starejši sin, brez partnerja, brez očeta in tudi zelo malo ste ga videli v času prestajanja kazni. Kako je bilo to, kaj se je dogajalo po tej razsodbi z Agopom, pa tudi z vami? Ja, po tej razsodbi so ga odpeljali, kot sem rekel, je poseben zapor v Beograda. Od tam so ga dali pa v Zabelo v Požarovce. In sicer mi za Agopa nismo vedeli sploh, kje je. Mislim, to smo potem zvedeli, po katerih zaporih je bil. In leto pa pol, kako? To se pravi leto pa pol, ja, nismo vedeli. In vi ste pisali na vse možne naslove? Kam? Ja, na sekretariat za pravosodje, na vse te naslove sem pisala. V glavnem sem imel še dokument, da ga nekjer... Te dokumenti, ne? Ja, da ga ni nekjer v nobenem zaporu Jugoslavije. In potem so pa, to se pravi... In kaj ste si takrat mislili? Da ga ni več? Da ga ni več, da so ga izgnali mogoče? Ja, jaz sem se skozi sprašala, pa nisem vedela sploh se tudi nisem upala ne sestro, ne v Bolgarijo poklicati, nobene stvari nisem upala narediti. Mi nismo imeli, ne slikati nisem upala otrok, jaz nobenih slik nimam od takrat, od zapora naprej. Sploh nisem upala slikati, me je bilo, ker so mi takrat nabijalo v glavo, da smo se slikali, sem rekla, če slikam, se sploh ne vem več. Kaj je odzadaj, ne? Kaj je odzadaj, da bom jaz spet vojaško, ali pa da sporočim ne vem kaj, Ker so za vsako stvar, 6. aprila so z Bolgarije poslali tam Avmo, ki je imel rojsten dan, en paketek, en tak avionček za sestavljati, ki je sestavljal te aviončke, modelčke. In takrat v Bolgariji dosti tega je bilo, so dosti imeli tega. Tle pa še ni bilo, samo v Ljubljani je bila na trgovina in smo zmeraj za rojsten dan kaj takega poslali, da je sestavljal in to je bilo, ne vem, mislim, groza. In kaj pa otroci, so kaj spraševali, kje je oči? Seveda pa jokali, pa slikce gledali od njega. Vi pa niste imeli odgovora? Kijati. Smo vedeli, se je čist na konci. Državo je takrat vodila partija, komunistična partija. Takrat so imeli tudi predsednika skupščine, pa predsednika predsedstva, pa ne vem kaj vse. Nekateri še zdaj znani politiki, tudi oni niso imeli odgovora. Niso ga želeli, roke so se uprali. To ni naše, ne? Tako, ja. In kdaj ste potem zvedeli, kje je? To se pravi leta 87 leta so mi šele povedali, da je v Požarovcu. In takrat sva mi dve sestro sva rekli, da greva na obisk k njemu. In sva šli z vlakom. To se pravi, to je bilo januarja. Ja, januarja. Sva šli z vlakom v Požarovc, to že v četrtek, da sva do sobote, ki so bili obiski, tam tisto uro, ne vem, od 1 do 3 ali kako je bilo, da so bile takrat tam. Pa smo v Požarovcu tam mogli spati, to do Beograda, pa je tam naprej prestopati. In tu je en zapor, tako na ravnini, velik zapor, to je najhujši zapor, mislim, da v Srbiji.
in so ga takrat pripeljali, sestra ni smela gledati, je tam od zunaj čakala, sploh ni bilo čakalnice, si kar od zunaj stavil in to sva stale od, ne vem, 3-4 ure, tisti koševi piha, je bilo mraz, ko se spomnim, ker ne vem kaj. In so ga pripeljali, njega pa je tam ven iz zapora, ki je bila ena soba taka, in njemu od zadaj verigo se je po tleh oleka, pa tako umazan, taka vojaška tista obleka, ki je bilo včasih vojske, tiste zelene, no. Umazan pa tako, da je bilo groza, ker je bil v tem zaporu, je bil on skozi zapor v zaporu, prvi paviljon, in to je bilo noter samo tla, pa ena kibla je rekel, da je, pa še ta ena zvezda plata gor spal. Ja, to je bil groza, skozi v zapor, skozi v samicah. Samicah in neprepoznaven. Ja, takrat sem ga videl sploh neprepoznaven in sem takrat rekel, pokličem ambasado, pa so me pa takoj ven, no. In sva bili medve. Ampak kako ste vedeli, da je on? Zaradi tega, ker mi je takrat vprašal, tako je gledal, pa ves krval, pa ves gnojen je bil. In je samo rekel, Cveti, sem rekel, moj Bog, sem rekel, pokličem ambasado. Je pa rekel, mislim, ker ste pomenili ambasado, samo ambasado. Cveti je pa ime, tako vas je klical. Tako me je klical. In potem ste vedeli, da je to on. Ja. In s to bolečino, s to podobo ste šli potem domov? Domov, ja, in na vlaku sva zjutraj, so prišli v Ljubljano, takoj šli na sekretariat za pravosodje, ki ni gospe Jurkovič Danici, je bila tam, ja. Ona pa sva rekla, da bo umrl, da kaj delajo z njim, da kaj so ga dala, nekaj dajo. Samo ni bilo nič, en let pa pol je bil dol v Požarovcu. Vi ste pisali tudi Milanu Kučanu takrat? Tudi Kučanu, pisma pošiljali sem različnim. Pa je bilo kakšen odgovor kdaj? Nobenega odgovora ni bilo. Pošta je pa prišla na pravi naslov, ne? Ja, to je pa prišlo, je v dokumentih noter, da je pošta pa prišla. Tako. Toliko o srčnosti, ne? Ja. Ja, in kdaj ste ga pa sploh lahko obiskali, da ste se malce dlje z njim pogovarjali? Ja, prosim. Ne, so tako vsi za tujce v Sloveniji, so tako vsi tujci. Takrat je bil Agop edini Armenc v Sloveniji, veste? A edini Armenc? Edini Armenc, pa še tega so zaprli, ne? Mislim, to, ja. Kako je, kdaj ste prvič z njim dlje časa mogoče lahko z njim govorili? Nikoli. Mi smo čist skozi imeli, ker smo še na Dob, ki je bil na Dobu. On je bil potem, kje je bil še? Potem je bil pa iz Požarovca je bil premešten 87 leta na Dob. Zakaj? Zato, ker so gotovo že videli, da bo umrl dol, če ga je pustili. Malo so se pa po moje ne vem, da so mečke niso 87 so bili pa večinoma ostali zaporniki izpuščeni, ne? Georgij Angelov, ja, po 3 letih. 3 leta pa pol so imeli, 3 leta pa pol, ja. So čez do konca vsi bili, niso nič imeli znižan. Agop je bil pa prestavljen Agop je bil pa takrat pa je prestavljen na Dob. In takrat sem ga je še 2 spremljevalca, policaja plačati, da so z vlakom ga pripeljali na Dob. To ste morali vi plačati? Jaz sem ga plačati, ja. Ne država? Ne, takašno. In na Dobu ste ga pa lahko obiskali? Na Dobu smo ga pa obiskali, smo zmeraj imeli poseben tretma, mi nikoli nismo bili tako, kot so bili drugi. Kaj to pomeni, poseben tretma? Posebno, nikoli nismo bili mi tako, kot so bili drugi, ki so čakali. Zmeraj posebna soba, zmeraj sta bila 2 policaja odzadaj, Agop na ono stran, mi na to stran mize, pa vse so pisali v arhivu. Se niste mogli objeti? Čeprav je bil že obsojen. Pa so ga še kar, Udba ga je še kar obiskoval v zaporu. Pa zasliševala v zaporu. Mučila, tudi mamile, če se ne motim. Ja, mamile so mu, da se bi čez miša. Kdaj ste ga pa so ga otroci prvič videli? So sploh ga videli v zaporu, kdaj? Otroci so ga videli, enkrat smo šli v Požarovec, pa tudi bo to samo 5 minut. Samo 5 minut. In
Kako so potem sprejeli celo pot domov? Vse, ja. Verjetno veseli, da so ga videli, seveda. pa razočarani. Koga je, ne, kaj se dogaja. To takle otrok se mu ne moreš dopovedati, ko je to. Ne, reka, božje, ne, mene so skozi hodili vsak popoldne, vsak dan so hodili ti udbovci, ne se ločam. Ne. Oni so skozi nad mano pritiskali, ne se ločam. Sem rekel, pa me enate rekel, nimaš se kaj ločiti, rekel. Ko sem takrat videla, lahko pogovarjava, sem rekel, da ti je povedal in rekel, potem se pa loči. Ne. Ker mi dva nisva nikoli, vsa ta leta nisva nikoli, da bi sama bila, da pohka govorila, kva je. Po vsem tem času, ko je bil v zaporu, preiskovanem zaporu, nikoli nista imela svojih 5 minut. Ne. Spustili so ga pa na dobu, prvič so ga spustili domov. Kdo ga je pregledal? Zdravstveno so ga pregledali, da so ga pustili domov? Ne, kako je bilo to? So ga zdravstveno pregledali, preden so ga spustili domov? To je bilo, mi smo šli na obisk, je bila sobota, pa mi pa govor, čist zmešan je bil, čist, tak, da sem jaz rekel, je govoril, v ponedeljek bom prišel domov, kakšen sem rekel, kakšen domov, sem rekel, da je samo nekaj bom in odbovci, da je bil en odbovci SDV, da so, to je bila SDV, a ne takrat. Služba državne varnosti. Je bil pri meni in je rekel, da me bojo spustili, če bojo mene peljali na vojaško sodišče in bom jaz samo rekel, da so ene maske uvažali z Italije. Sem rekel, kaj boš ti rekel? Sem rekel, si ti normalen? Sem rekel, a nismo dosti nastradali, kakšen vojaško sodišče meni govoril. Takrat se je začel pa proces proti Janši. In jaz sem zato meni prišlo, da une obsodili, da so ne maske z Italije, jaz ne vem. Da bi bilo to Uvaženo, povezano. on bi pa bil, on bi jih pa obtožil, ne? Ja, da on, da to jaz dobro vem, da. No, jaz sem rekel, si ti normalen, kaj to se zmišljuješ, kaj jaz tamo, sem rekel, kakšen vojaško sodišče, sem rekel. In smo šli lepo mi domov. Pa jaz grem v službo v ponedeljek zjutraj, pa sodelavk Damjan rečem, sem rekel, Damjana, veš, ko meni v soboto preko, da došel domov. Je rekel, pa poklič ti Jevška, ko je bil upravnik. Je rekel, poklič. Pa jaz res pokličem na dob. Pa pravim, mož mi je v soboto rekel, da ga te vi danes spustili domov, ne? Je rekel, ja, če vam je to rekel, potem bo pa že držal. Jaz se služb sem rekel, jaz ga ne upam iti iskati, meni je bilo strah, sem rekel, v 5 letih, da ga jaz domov peljem, sploh ne vem, kakšen je, vas je bil tam zmešan. Sem rekel, ne vem, ne, si lahko vas zmešan, pa nam bo vse lahko kaj naredi, jaz sem proti njemu govorila, ne, na sodišču. Se ne veš, kva, mislim, to sploh, ker niti govoriti nisem smela nikoli, ne. In res jaz pa se rečem, teleki učet sem rekel, pet z mano, in jaz, ko pa iz službe sem šla, so me spustili, grem še v ene obleke, ker je 18 kg shujšal, ne. Pa sem eno staro obleko, tisto njegovo tam, in sva sestro šli dol, sem rekel, se ne upam sama kaj iskati, kva bo po 5 letih, se to ne more biti več po samih samicah, ne, se to se zmeša, se ne može biti normalen, ne. Jaz sem 3 dni noter, to, da sem dan noter, da si ti nedolžen, mislim, si zamisliš, že ne može... Otroke doma, ne veš, kaj je z njimi, groza. Ja, no, in sva šli dol in so ga spustili. Ga peljem dam, no, sestre pa še dam, mi smo bili pa že v Kranju, ne, so nas preselili takrat, ne, ker so stanovanje v Doplah čist razbili, takrat vojska je čist razbija, meni vse noter teko, smo imeli bane po tleh, da je sploh, mislim, to je bilo noro. In potem je samo 6 korakov naprej, 6 nazaj, takole roke odla gledal, 6 naprej, 6 nazaj, skozi po hodniku, gor, dol, pa kar nekaj skup padel. Pa sem ga pa sam vzela, sem rekel, greva na dežurno ga v Kranj peljem, so mu tam eno injekcijo zapomerjevali, da ga nazaj peljem na Dob. Sem rekel, veste kaj, zdravega ste vzeli, jaz hočem zdravega domov. No, pa je bo pa spet en cajt, pa so ga spet čez en čas pustili, se to je še tudi dokument noter, ne. Pa so mi pa je pa spet rekel, ne grem na tork,
pejte v Kranj na UJV, v četrt nadstropje, pa poišče enega gospoda z brki. Je rekel, samo na odspodi na temu rečeš, da iščeš enega z brki, pa bojo vedela, ne. No, pa grem jaz gor k tismu, pa prav, ja. In koga vam je mož rekel? To je pa šlo se za tisto, da bi on potrdil, ne. Za maska? Jaz bi mu ga še zraven potrditi. A ne? Jaz bi mu ga zraven potrditi in on a vam je povedal mož? Sem rekel, kaj pa? Je rekel, se vam je povedal, povejte, kaj vam je on povedal. Sem rekel, ne vi meni povejte, koga ste vi njemu rekli, a ne? Ne, vi morate povedati, meni rekel. Je rekel, se vam bomo plačali. Sem rekel, a vi boste meni plačali? Je rekel, ja, vam bomo plačali. Sem rekel, ti napiš meni tlele. Ago po Stepanjanu bomo mi toliko plačali. Pa je pa rekel, mi ne pišemo to. Sem rekel, ok, pa so pa mi dva zgovorjena. Sem rekel, pa napiš na to prvo stran dela. Ago Stepanjan, terorist, vohun in špion. Ali pa že vse, sovražno propaganda. Sem rekel, to napiš, če upaš. Ne? Ker niso upali nič povedati, naprimer, kdo je zaprt, zakaj je obsojen, nikoli niso upali. Ker oni mislim, da so se Zagopan zajebali, ko so Armence noter dali. Ja, in so se, ne. Ki ni bil Bolgar, ne? Ja, in so se, mislim, da so se s tem, zato so na mene najbolj pritiskala, ne, se druge žene, mislim, so tudi, ne, seveda, normalno. Ampak ne toliko, ne? Ne toliko, ne. Mislim, in takrat je bilo no, pa se je pa začel ta proces od Janše, pa se je pa že začel malo obračati, ne. Sem takrat je bil Janša, tudi sem še videl, Bavčar je dol v zaporu, ki je bil še dol, ne. Pa se je pa začel to obračati, pa smo pa pisali sestra je pisala moja tle na Mladino. Takrat je članek potem v Mladini, mislim, da je Igor Mekina. Ja. In mimogrede, jaz sem bil takrat naročnik Mladine, ker je take teme odpirala. In jaz vem, da sem ta članek prebral in je šlo to mimo. Potem pa vem, sem imel arhivske, sem šel 3-4 mesece kasneje pogledati Georgij Angelov, a ni to mogoče naš Gošo. In berem in potem seveda ne vem, kako je bilo, da sem teto poklical, če je to ta naš Gošo, ta Georgij Angelov. Vem, zdaj ne vem, takole sva se verjetno pogovorila, da je rekla, da, ne, ker mislim, da so bili vsi zasledovani, sorodniki, partnerji, da se na glas ni smelo govoriti, verjetno tudi užičeni vsi. No in takrat sem se jaz šele zavedal, ne, kako kruta je ta naša država nekdanja bila, ne, pa sistem. Ampak smo bili še mladi, nismo še razumeli vsega. Bova potem se dotaknila pa te knjige, ki je mnogim odprla oči, od Igorja Omerze. Zdaj, vi ste potem Ago pa dobili domov, potem drugi čist doba boj zdravega? Mislim, potem so ga pa dalo, ni zdravt. Potem je mojca Drčarjeva, takrat je pa že semejka so začeli teli intelektualci so se malo zbirali po Ljubljani, pa sem pa jaz mislim, da je enkrat pisala teli Mojci Drčarjevi, ki je bila novinarka, a ne, in ona se pa je zavzela tlele, tudi malo oblačile izbirala, ne, tle za nas pa je tam v Ljubljani. So že vedeli, da so bili to montirani procesi, ne? Ja, sem je že takrat pojena tisto, ko je že bila tudi tako za človekove pravice. Ki je bila Biblarjeva noter, ne. Pa Bovconova je bila tudi, ne? Ampak on tudi ni želel nič kaj vedeti o tem, ne? Nič ne, pa so se vsi roke umaknili stran. Potem sem šele videl, da je on 133 člen napisal. Pa moj mož je bil obsojen po tem členu. Ni čudno, da si vse skrival, ker so bili eni in isti. Eni in isti, ne. So že potem bili dolgo vplivneži, ne? Že v samostojni Sloveniji potem. Ni bilo nobene ilustracije. Akop je potem iz psihiatrične bolnišnice prišel domov? Ja, tako, iz psihiatrične. Boljši? Kdo ga je pregledal? Tam ga je imel doktor Žagar, na forenziki je bil, ne? To je zaporniška psihiatrija, ne? Tam so ga zdravili, koliko je tok je prišel, ne? Sam se skozi zdravil.
Kakšen je prišel domov? Ja, Je Zanič groza je bil, ne, se ja. je pogovarjal o tem, je kdaj govoril o tem, kako je trpel? To globok ne. Ne. Ne, ker jaz sem vedela, nisem silna v njega. Ker to je tok, jaz tudi ne morem tu se povedati. A ne, ker tok noter, če greš v to globok, jaz mislim, kar v podzavest dam, da lahko živim naprej. A ne. Ja. Ni Ker govoril jaz sem o mislila tem. tam v zapor, Tudi ne, da otroci se bo obrnil nekaj, mi čist počutil za to glavo. Otroci ne. So ga spraševali otroci? Tudi ne. Oni so bili samo srečni, Ja. da je doma. Ja. Ampak ni bil več tak oče, ne? Kje. Je bil drug Ago. Vi ste dobili drugačnega, Nikoli več ni igral, nikoli več ni Nikoli igral, več. tako ne. ne bobne, ne? Nikoli. Tudi stike z drugimi sorodniki? Z nobenim. Z nobenim. Kaj pa sebe se je držal doma. tudi s tem zapornikom Milanom Pfeifferjem, ne? In Milanu Pfeifferju, ne, ki mama tudi ta smo poznali pri Radovljicu, ne. On je tudi že pokojni, ne? Ja, pokojni, on je takrat, ki je prišel z zapora, kmalu umrl, ne. Čisto Ampak ga razbili. vi ste mi povedali, kakšen je bil, ne? Ko ste ga vi prvič Jaz sem ga videli. videl v zaporu, ki je imel pol glave ven, je še nisem vedel kaj takega. Čist razbit, to ne morete verjeti. Res, takega, to. Jih njem je pa hodil potem na obiske, na pogovore? Ja, on je, samo nas je sprejel drugače po benga, pa še to si je skozi skrival, pa hodil, kje pa sem, pa je ven šel, pa je spet prišel nazaj, pa ni bil, no. Z drugimi političnimi, dobro, nekateri so bili izgnani, ki niso imeli državljanstva, recimo Georgij Angelov, ne vem, še nekateri drugi. Zdaj Milko Cočev se je vrnil nazaj v Koper, ampak tudi tam, koliko je meni sam povedal, vse ga niso glih poznali potem več, Ja, ne. nič več, ja. So Nadaljavo, umaknili, ne. ja, vsi umaknili, tudi Udago pa tako, če je. Tudi, ne. Tudi noben, ja, ne Zaradi glasbeniki, previdnosti. Pa, ja, vsega je bilo strah, se jaz to razumem, a ne. Vsega je bilo strah, a ne. Pa tudi Gašperšiča, ne, mislim, z Gašperšičem smo tudi včasih pojto, koliko smo se srečali, Vencelj pa govorili, Gašperšič. Vencelj, ja. On je bil tudi v Kranju doma, ne. Tudi, on je bil čist mlad, da je umrl. Glih malo pred knjigo, no, ni dočakal knjigo. Ni knjigo dočakal. Vaš Agop je pa dočakal na nek način rehabilitacijo, ne? Ampak to je bila tudi pozna je prišla, ne? Kako je bilo s tem? Ste bili vi tista gonilna sila ali tudi drugi? Ja, v glavnem sem jaz skozi tule naprej. Da so oproščeni na nek način. Da prizna država, da so bili po krivem obsojeni. Ampak to je trajalo, ne? To je tisto, kar pri nas traja, ne? Leta in leta in leta. Ne? To je bilo kakor vidite, od 87, še ki je bil Ago po zapor, sem dejal za revizijo, za obnovo postopka, za vse. Pisala samo do Poncija Pilata v Sloveniji. In prišlo je do kdaj? Kdaj šele potem? Prišlo je pa, to se pravi 31. 12. to se pravi za Silvestra je našo hitro sodišče delalo. Katerega leta? 2002. Za Silvestra. Takrat je bilo napisano, sodbo, da je razveljavljena. Ne, da je razveljavljena, da tožilec umika obtožnico. Aha. Ja. Da tožilec umika obtožnico. Je pripadalo potem tem zapornikom in družinam zapornikom odškodnina? Politični zapornik, neki so dobili, ne vem. Neki odškodnine. Ampak Ago pa ne. Neki je umrl, ne. Kdaj je umrl? Čez 19 dni. 19. januarja 2004. Kako je reagiral, ko je to? 4. januarja smo to po pošti dobili sodbo, jaz sem to komaj prebral, ki je bil že čisto na koncu. Samo tako je rekel, prokleti komunisti, trikrat rekel. No, to je bilo vse. To je to. Ja. No. In odškodnine ne vi, ne on. Po političnem zaporniku smo dobili, ne, tiste 8.000 evrov. To je to. Tisti, ja. Ja, odškodnina. Za vsa leta trpljenja, ja, no, izgubljenega življenja. Ja, pa koliko stroškov je bilo, pa koliko tega, ne, pa če rečeš 5 let plačeš sam to, ne. Že sam plačeš, že zračunaš ki po 1500 marki. Ja. Mislim, ni vreden to govoriti.
Ni v temu, Mislim, da bi bil denar, ni v temu, noben denar ne poplača. Družine so bile razbite, življenja uničena, noben denar pa ne samo poplača. vaša, od Tako, vseh teh. ja, Ne? a ne. Nekateri so bili izgnani, nekateri so morali na novo začeti življenje. Ja. Potem so pa še tiste dolgoročne posledice. Vi ste dejali prej, sin Njegoš, ne? Ja, je Čuti te invalid, posledice, ne? Prve kategorije invalida, ne. Ja. In še skozi, ne. Pa še kar imamo na sodišču. Že kdaj smo govorila, 2017, je še kar. Je že skoraj bilo rešen, že vse je bilo skoraj rešen, so že rekli, da je že rešen, pa so se spet pritožili. In to je že zdaj od 2007, kjer ga smo zdaj, 2024, Ja. koliko je to? Ja, 7, ne? Koliko? Od 17. 2007. A od 7, joj, toliko 10. daleč traja to. 10, pa 3, pa 4, 17 let. A ne? Ja. No, mogoče bomo pa dočekali. Vi ste delali To v je tako, trgovini ja, in pa vemo, matematika a ne. vam boljše, ne, se hecam. Ja. Ampak, Ne, kar je... hočem povedati, ja, kakšne tragedije so to, ne, Gašperšič, ne, je tudi, ne, je bil tudi v zaporu, že samomor so ga, ne, Rešili. Ja, so ga rešili tam. No, pa je bil pa tudi, se skozi zdravo, tudi Pa tudi v družine bolnici, njegove potem, ne, psihiatričen, ja. No, in pa je bil pa glih pri meni, je bil, ko sem dija v Kranj, je pa prišel k meni zjutraj, pa je rekel, veš kaj je sina, nekaj sina je mu Markota, je rekel, Marko, se pa tako čuden, da obnaša, je rekel, sploh ne vem, kva je. Sem rekel, veš kaj, Blaž pel ga v bolnico, v Begunje pela, ne pa boš videl, kva je, ne pa zdravniku pa to. Je rekel, zdaj je šel na občino, da podaljša tiste zdravnišk, ki je potrjeval tam na, ki ni bil v služba, ne, tiste zdravstvene potrjeval. V 2 me Blaž kliče, veš, kva Cveta, je rekel, Blaž se meni obesil. Domov prišel si pa obesil fanta. Ja. To so take tragedije, ne, on je bil takrat tudi mehka. Žalostno, ne? In te ljudje se še kar fajn po Kranj sprehajajo. To jih en kup, jih jaz vidim. To je tisti, ki so morilci. vam odirali, Jaz jim pravim morilci. Tako. ki Pa so ne me kar vas tožijo. špionirali, vašo Tako, družino špionirali, ja, pa še krivo zdaj, obtoževali. ja. In vas, Cele vi ste familije. našli dokumente celo do 95. Ja, do leta, da so 95. vas še sledili, Tako, do 95 let. že naša Sova, ne? To, tako. Evo ti, ja. Groza. Moraš verjeti. In o tem Pa ne vem zakaj, da jaz ne vem, da sem nor. Ampak se je zdaj dokazalo, da nič ni bilo. Ne? Saj to. In če vi ne bi, mislim, da je Igor Omerza v tej knjigi napisal, če ne bi vi prišli do njega in mu to zgodbo povedali, ta zgodba ne bi bila zunaj. Ne? Ja, se ne bi nič vedel. In hvala Bogu, ne, da je ta knjiga zunaj. Ja. In to je moralna satisfakcija za vse dele, ki smo tukaj pretrpeli. Ne. Če drugega ne, da ljudje vidijo, da nobenemu na svetu nismo nič naredili. Ne. Tako, ja. Ja. Da ste bili čisto nedolžni, nedožno po krivici, da vam je bilo oduzeto normalno življenje, ne? Lepo življenje. Zdaj, koliko ste se pa vi sploh v teh letih dobro dejali ste, srečali ste se z Gašperšičem, srečali ste s Pfeifferjem, kdaj? Verjetno edino Milko, ne? Milko Cočev, ne? Glasbenik, ki pa še vedno igra klavir, sklada, z njim se verjetno kdaj slišite. Pa mimo grede, tudi jaz, kodar sem v Kopru ga obiščem, je res prijeten sogovornik. Ja, z Milko tam se večkrat slišimo, tudi če gremo v Koper, gremo na obisk. Tako je. Drugih pa, ne vem, druge tudi nisem poznala. Ja, nekateri so potem bili izgnani, nekateri so bili izgnali. Nekateri pa, tako kot Lazar, o tem ni želel več govoriti. Tako kot vaš Agop, ne? Tudi ne, težko to govoriti, ker to res je bilo tako hudo, da Vmes je bil pa tudi velikokrat, tudi ki je bil že doma, hospitaliziran, na zdravljenju v psihiatrični. Skozi je zdravo.
Ga je sploh še kaj zanimalo potem, ko je prišel v zapor? Ne vem, je še poslušal plošče? A veste kaj, ja, nič ne poslušal. Ne. Ne, ni več, nič več. Ste ga vsaj kdaj lahko razveselili s kakšno domačo govejo juhco? Ja, to pa, juhco že. Ampak to je tisti iz kosa, veste kaj, mi smo mislili, da bojo 90, 91, ki samostojna Slovenija bila, da bojo to avtomatsko rekli, a veste kaj, to smo mogli delati, bila druga država, priznali bojo, ne, to, da bo avtomatsko, da bojo to anulirala, ne, ja. Ampak to ni bilo nič, od Ponce Pilata sem jaz pisala, a ne, in to je skozi bo to družin, ta sodišča, skozi to, a ne. Ja. In potem je pa še 96, ga je pa poj še sin zbolel, a ne. Ja, to je bilo pa še huje, ne, pol, to je bilo groza. To, da ga je čist vrgo takrat poj, ne, jaz bi raje še 10 let zaprti. Sam da bi bil sin zdrav. Jaz sem pa začel, a ne, oni pa začel te stvari, ki takrat po noč, ko so naredili, to je začel podoživljati. In jaz sem ga mogla v polnoči, a ne, smo bili v bloku, da gorko skačejo, kako, a ne, ki takrat po noč se zbudil, da razbijajo pelme, jaz ne moram tle. Jaz sem ga v polnoči psihiatrično bolnico v Ljubljano peljala. Je to podoživljal, ne? Ja, ne. In to zdravnik meni ni verjel enkrat, ne? Doktor Ličina mi enkrat ni verjel, so ga pa zavezali, sem rekla, dajte ga nehati, sem rekla, ker to je resnica bila, ne? Zdravniki že mislijo, sem jaz... Nora. Ja, a ne, ker to niso verjeli, da je to sploh možen bilo, a ne? Pa je bilo, ne? Ja. Pa je bilo. Zdaj prej ste omenili ti sodni procesi, potem rehabilitacijski, ne, dolgo trajajo, vse te, sem velikokrat razmišljal, ne, takrat osamosvojitve je prišla tista Peterletova pomladna vlada, se mi zdi, da se je potem prehitro mogoče zaključila, pa so oblast prevzeli spet tisti, ne vem, dediči, nasledniki in vse je to zavleklo potem, načrtno. Vsi so ta spodnja predal dejali, ne. To je bilo vse, to so noter bili tudi, mojega moža so še tlele gor je prišel, ki je zdaj slišal, je prišel, ne čakal, kdo je prišel sam in rekel, veš kaj, to je moj stric, ki je Jago pa zaslišval, ne, mislim. Je veliko ljudi bo noter, to je bilo grozen veliko udbovcev, da si sploh ne moreš predstavljati. To so se kar menjavali. Mene so naprimer peljali na Bletenki, Milena Dijal v Bistroju in sem mogla tam sedeti in kdor bi do mene prišel, so ga zagrabili. A ne, vse, mislim, čisto vse, s kjer ga spoznal, so zaslišvali. To so toliko ljudi zaslišvali, da ne moreš verjeti. Kakor je to, mislim... Kakšen sistem je bil, ne? Kakšen sistem, ja. No, tam, ko so me v Kranj preselili, ne, v bloku, ne, v glavnem smo bili sam jaz, Slovenka, pa še ena od spod, ko je po stopnicam dol, ne. In glih ta me slediva, pa mož odbija, ne. Se not napisala. Jaz sem mislila, kako je prijazno, ko je to... Je pa nosila naprej. Pa v arhivu vidiš, da te sledijo, kdaj si šel ven, kje si bil, kdo je prišel na obisk. Ja. In to je žalostno, ne. Tako da verjetno je tudi vam včasih verjetno še huje, ko vidite nekatere, ki bi radi obudili ta nekdanji sistem, ki menda je bil zelo pravičen za vse, pa rdeča zvezda, pa tako naprej. Bog ne daj, no. Zato je neprecenljiva vrednost, da taki kot ste vi, ki ste šli čez vse to trpljenje, spregovorite, ste pripravljeni javno spregovoriti meni tokrat, drugič ali pa tretjič, ne. In sem vesel, hvala vam, ne, za vse, kar ste povedali. Jaz upam, da imate zdaj, ko imate tudi že vnuke, ne? Ja, zdaj ima pa vnuke. Vse malce lepše življenje, čeprav bi se jih verjetno tudi Jagob zelo razveselil. Vse mogoče jih pa gleda, ne? Ja, tako.
tam od nebesih, gori. ne, Ja, tako. si zaslužil nebesa. Ne. Siguren, ja, doktor Plenik, Če res si kdo drug, zaslužil. Ja, on zagotovo. Ne. ja, vsi tili mučeniki, no. Tako, Ja, zagotovo, ja. Hvala vam. prosim, hvala tudi vam. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.